Beletrina v živo. Dober večer. O monografiji Od lastnega glasu do lastne sobe bomo govorili s Katjo Mihur-Koponiš, ki raziskuje žensko literarno avtorstvo. Lepo pozdravljeni. Dober večer. V središču vaših raziskav je bilo doslej predvsem ukvarjanje z Zofko Kveder, se pravi njeno literarno ustvarjanje. Njen slovenski opus ste uredili v 5 knjigah zbranega dela. Kako kotira Zofka Kveder na evropskem literarnem zemljevidu? Omenjate jo tudi v knjigi Od lastnega glasu do lastne sobe. Zofka Kveder v bistvu na evropskem literarnem zemljevidu kotira kot multikulturna avtorica. Mislim, da je to tisti velik premik, ki se je zgodil z raziskavami, in kar se mi zdi zelo pomembno, te raziskave niso samo raziskave slovenskih raziskovalk, ampak je postala zanimiva tudi širše. Torej, raziskovalke, ki se recimo ukvarjajo z dunajsko moderno, predvsem s tem obdobjem, zdaj ne mislim konkretno na neka dela, ampak z obdobjem preloma stoletja, torej te multikulturne tvorbe Habsburške monarhije, ji posvečajo vedno več pozornosti, njena dela celo vključujejo v antologije, tako da se mi zdi, da vse bolj postaja prepoznavna kot izredno zanimiva avtorica, ki je pisala v različnih jezikih, ki je bila izredno dejavna kot kulturna posrednica, skratka ne zgolj kot avtorica nekega literarnega opusa, ampak v vseh teh različnih vlogah, v katerih je v bistvu delovala, v teh prostorih, v katerih je živela, ki jih je prečila. Tako da se mi zdi, da vsako leto prinese vsaj kakšno zelo zanimivo raziskavo, tudi v jezikih, ki so res dostopni, da jih razume širši krog. O avtoricah in reprezentacijah spolov v slovenski in svetovni književnosti predavate na Univerzi v Novi Gorici in na tujih univerzah. Kako v tujini percipirajo žensko literarno avtorstvo in kako denimo pri nas? Kakšna je razlika? Mislim, da kakšne velike razlike ni. Mislim, da je za to že dolgo časa velik interes. Celo se spomnim pred dobrim desetletjem, ko sem se pogovarjala s kolegico iz Velike Britanije, da je rekla, da je pravzaprav težko predavati avtorje, ker tako zelo zanimajo v bistvu študentke, pa tudi študente avtorice. Tako da mislim, da je tudi pri nas ta interes velik, da je kar nekaj tudi resnično zdaj v programih ponudbe, tako da si študenti to lahko izberejo. Še pomembnejše pa je to, da to postaja, se mi zdi, ravno zaradi tega, ker nas je veliko takih raziskovalk v slovenskem prostoru, ki se s tem ukvarjamo, vse bolj tudi del nekih predmetov, ki so recimo posvečeni celotni ustvarjalnosti. To se pravi, da jih ne obravnavamo zgolj kot nek ločen del slovenske književnosti, ampak jih vključujemo kot nek normalen, bi rekla, del literarne ustvarjalnosti na slovenskem. To se mi zdi še bolj pomembno kot to, da so se počasi izoblikovali neki posebni izbirni predmeti, kjer pa je recimo fokus še posebej na določenih žanrih, mogoče obdobjih, kjer lahko avtorice potem obravnavamo recimo kot neko skupino. Kako je pa knjiga nastajala? Se pravi, predstavljamo monografijo Od lastnega glasu do lastne sobe. Kar dolgo obdobje, 20 let? Ja, v bistvu sem nekako, ko sem svoj doktorat začela pisati, sem ugotovila, da mi študij ni dal dovolj znanja, čeprav sem študirala tudi seveda primerjalno književnost, pa nemščino, dramaturgijo. Skratka, kljub temu, da ne bi rekla, da nikakor ni bilo govora, še posebej pri profesorici Šlibar sem veliko slišala o avtoricah, ampak vendarle ne, to takrat ni bil tako samoumeven del, bi rekla, predavanj. Tako da takrat sem enostavno začutila eno veliko pomanjkanje tega znanja in sem ga začela sistematično zbirati. Predvsem pa potem tudi v raznih teh mednarodnih sodelovanjih, kjer sem res veliko konferenc obiskala, delavnic. Tam se mi je pa še posebej ta prostor čisto na nek drug način odprl in potem sem še bolj nekako se mi je zdelo, kako so prikrajšani mogoče tudi naši študentke in študentje, ker
ker je tega premalo. Ne? Se pravi, v nacionalni, skratka, slovenski književnosti se mi zdi, da smo se raziskovalke temu začele intenzivno. Že Silvija Borovnik je tukaj zelo pomembne stvari prispevala, kot morda prva, ki je res sistematično se s tem začela ukvarjati. Medtem ko ta mednarodni, oziroma ta v bistvu svetovna književnost, da tako rečem, se mi pa zdi, da tukaj je bila pa res neka pomanjkljivost in zaradi tega se mi je zdelo, da tukaj lahko jaz na svoji univerzi kaj spremenim, zato sem tudi ta predmet zasnovala v pisateljicah. Predvsem pa, da mogoče je potrebno še kaj več od tega, ne? Da samo pač svojim študentom to predavam in tako sem potem začela iskati neke načine, razmišljanje, kako to ogromno v bistvu bogatstvo ustvarjalnosti avtoric predstaviti na nek pravi način v bistvu. Pogrešali ste v bistvu slovenski leksikon oziroma enciklopedijo tega tipa, ki bi predstavil ženske literarne glasove, tuje ženske literarne glasove. Ja, mogoče niti ne toliko leksikon, enciklopedijo, ampak v bistvu jaz mislim, da vsi, ki nekako se srečujemo v slovenskem prostoru, smo se srečali s pregledom svetovne književnosti, seveda tudi mojega zelo spoštovanega profesorja Kosa, in tam pač glede na zasnovo knjige najbrž zato je tudi pravzaprav zelo malo avtoric in nekako se mi je vedno zdelo, da k tej knjigi je potrebno napisati še dodatek. Ampak potem seveda se mi tudi ta način ni nekako zdel dovolj za to, da bi nagovoril širši krog, ker vendarle po taki knjigi seže nekdo, ki išče podatke. Po drugi strani se mi je pa tudi zdelo, da morda leksikon, se te leksikoni obstajajo, bi lahko v končni fazi tudi prevedli in da v smislu nekih gesel je vendarle tukaj tudi zdaj vedno bolj kvalitetna, bi tudi rekla, ko spremljam članke o avtoricah, Wikipedija in drugi seveda portali. Tako da sem potem iskala neko novo v bistvu obliko, kjer bi vse to združila, neko zelo tako seveda osnovno vedenje, podatke o avtoricah, hkrati pa seveda, da morda je lahko to tudi knjiga, ki si jo damo na nočno omarico, skratka ne nekaj, kar je zgolj na knjižni polici in iščem v njej podatke, ker se mi je zdelo, da to ne bi dovolj nagovorilo velikega občinstva, za katero se mi zdi, da pa bi bilo lepo, če bi vedelo več o avtoricah. V knjigi vse skozi ob poglavjih dodate neko osebno misel, oseben pristop. Kako ste se za to odločili? Ja, v bistvu jaz sem potem neko zasnovo te knjige dala brati pač različnim kolegicam in tukaj mi je zelo, se mi zdi, en tak koristno povratno informacijo podala Tanja Tuma, ki mi je nekako svetovala, da bi morda dodala tudi še kakšna besedila in to se mi je zdel tak zelo pravi pristop, ker v bistvu, kar je mene vedno motilo pri mislim nasploh pri odnosu do avtoric, pa tudi dostikrat do žensk, da je neka pozicija, s katere govorimo. To je posebej, se mi zdi, zahodnoevropska pozicija zelo taka, da zelo velikokrat mislimo, da vemo vse in še več o nekom iz druge kulture in te nekako malce nadute, po mojem, celo pozicije sem se jih želela izogniti na ta način, da bi tudi avtorice dejansko imele svoj glas. Zato sem v bistvu vključila njihova besedila, presenečena, da so jih toliko pravzaprav prevajali. Zdaj nekateri od teh prevodov se bodo bralke in bralci videli, da so malce okorni, da niso najboljši, da kličejo po novih prevodih, ampak vendarle ne, to so njihovi glasovi, tako da to je bilo zelo dragoceno. Potem pa se mi je vendarle zdelo, da zdaj, ko sem dala glas njim in ko sem dala glas znanosti, ne, preko pač teh interpretacij, analiz in nekih osnovnih podatkov o njih, da pa je mogoče čas tudi, da dam sebi glas, ne, nek drug glas, tudi zato, ker v bistvu vedno bolj se mi zdi, da se tudi literarni vedi postaja to zelo taka stroga znanost, ne, skratka, ni več nobene ustvarjalne svobode, bi jaz
rekla, če želim objaviti članek v neki zelo dobri reviji, so pravila povsem jasna. Tu ni nobenih zastranitev, tukaj mora biti seveda vsak stavek tako rekoč podprt z referenco in moram reči, da sem se malo trudila, ne. Seveda sem teh člankov veliko napisala in sem si zaželela nekaj povedati tudi iz te svoje, bom pa rekla, iz svoje lastne izkušnje, dati svoj lastni glas in je pa vse tako oblikovano, ker ne bi želela pa tega pravzaprav vsiljevati, morda kdo tega sploh ne želi brati, morda želi samo glas avtoric, morda samo neke podatke, zato je v bistvu tako tudi grafično oblikovano, da lahko preskoči bralec ali bralka ta del, če pač moje mnenje zanjo ali zanj ni zanimivo ali relevantno. V knjigi ste zajeli ženske literarne avtorice od začetkov do modernizma, ko postane izobrazba na Zahodu dostopna širšemu krogu žensk. Skratka, tisto, kar druži te avtorice do modernizma, pa je izkušnja podrejenosti in molk. Katera je dejansko točka obrata? Zdaj, v bistvu bi v vsakem obdobju mogoče to točko že lahko našli, ne? Ampak jaz sem vendarle morala nekako te stvari združiti. Zato se mi je zdelo, da nekako do modernizma je, osebno mislim, da je ta izkušnja podrejenosti še vedno, da ni tako enostavno, da bi lahko rekli z Virginijo Woolf pa se konča, niti se ne konča v Zahodnji Evropi, kaj šele kje drugje po svetu, ne? Ampak vendarle, glede na tematike, glede na to, da takrat potem leta 1929 nastane to prelomno delo Lastna soba in da tudi nekako modernistke postanejo tako rekoč sočasno, ne, že del nekega kanona, se mi je zdelo, da je morda tukaj neka točka preloma. Ampak zelo tako, ne, bi rekla, vedno se da to drugače pogledati in absolutno ni to neka res taka stroga cezura, ampak prej poskus nekje zamejiti. Glede molka je pa tako, ne, jaz bi rekla, v tem obdobju nekako več avtoric se že začne preživljati z literaturo. Nikoli pa ni bil popoln molk, ne, na srečo so vedno kakšni glasovi, glasovi so vedno bili, ne, vprašanje je, kaj potem se je ohranilo, kaj je prišlo v naš čas. Tako da, ja, to je nekako bila pač ta ideja, kako je v bistvu ta družbena situacija ženske omejevala pri njihovi ustvarjalnosti. In se mi zdi, da ta družbena situacija je v tem obdobju resnično bila taka, da so včasih res samo kakšni posamezni glasovi prišli do nas. In ena takih je prvi priznani ženski avtorski glas, to je bila mezopotamska svečenica Enheduana. Kaj vemo o tej pesnici religioznih himen? Ja, Enheduana je mene pravzaprav presenetila v tem smislu, da je nekako postala znana šele, bi rekla, zadnje desetletje, mogoče celo še manj. Tako da res neka znanstvena monografija o njej ali pa je vključena vanje, to se mi zdi, da to sem kar težko našla, ne? Tako da je res, bom rekla, znanstveno. Presenetilo me je zato, ker so v bistvu jo odkrili že v 20. letih 20. stoletja in mi je bilo pravzaprav nenavadno, Kar je vseeno precej pozno, ne? No, seveda je, ne? Ampak če pomislimo, da verjetno midve nisva o njej nič slišali v času svojega študija, ne? Je pa vendarle nenavadno, ne? Da odkriješ nek ženski glas toliko v bistvu skoraj tisočletji nazaj, ne? Pa o tem glasu pravzaprav nič ne vemo, ne? Ampak to je pač percepcija tega, kaj je svetovna književnost in seveda v tem smislu v tako neko tradicionalno pojmovanje se nekdo, ki je pač pisal religiozne himne, očitno ni dovolj, ne vem, čeprav po drugi strani seveda se učimo tudi o religiozni literaturi, ki je lahko celo anonimna, ne. Tako da ja, ona je bila izjemno zanimiva osebnost, izpričana, bila je seveda najvišji položaj imela, bila je kraljeva, njen oče bil torej kralj, in je seveda bila svečenica in kot svečenica naj bi napisala te himne, ki so se ohranile, ki jih je, kar je zelo zanimivo, posvetila oziroma v njih ima neko osrednjo vlogo boginja Inanna.
znana, tako da jo nagovarja v bistvu kot res neko strašno silno božanstvo, ki v bistvu je močnejše od vseh drugih, na njo se obrača zelo lepimi takimi metaforičnimi podobami, skratka raznolikimi. Tako da danes pravzaprav ni čisto jasno, ali je to res ona zapisala, oziroma zapisala ni seveda, ali je res ona avtorica ali avtorica tega. Ali je zbirateljica teh Tako, oziroma himen. niti ne toliko to, morda tudi, ali je ona to narekovala nekomu, ne? Ali morda je nekdo pač to napisal v ženskem imenu, ampak bi rekla, da vendarle vse te študije predpostavljajo, da je, seveda puščajo ta prostor odprt, ampak tudi, kar je zelo lepo in zelo zanimivo, je to, da ona v bistvu eno izmed teh himen začne z jaz Enheduana, ne, kar dejansko pomeni, kakorkoli že obračamo, tukaj je zapisano neko žensko avtorstvo. Ne. Živela in ustvarjala je 300 let pred nastankom epa o Gilgamišu, kar je pa še posebej zanimivo, pisala je v sumerščini, jeziku svoje matere. Ja, res je. Ja, te raziskave so to pokazale in se mi zdi, da tudi to ne nazadnje bi lahko bil še kakšen dodaten argument za to, da je ta ženska, recimo, ženska stran, recimo blizu. Tako. Dotaknimo se ali pa skočimo v antiko. Že v Odiseji je položaj molčeče ženske nazorno prikazan. Kako kotirajo ženske avtorice takrat? Ja, ženskih imen iz antike je pravzaprav ohranjenih zelo malo. Seveda vsi najbrž pa res poznamo Sapfo, ne, ki je pač res izjemna avtorica, ki seveda tudi odpira v evropski književnosti recimo ta prostor, recimo tudi lezbične poezije, ne, ker je seveda izrazito nagovarja ženske, piše o ženskah, izraža naklonjenost, ljubezen do žensk. Hkrati pa seveda je v bistvu tudi najbolj kompleksen ta njen opus, najbolj celovit, ki se je ohranil, ne? Ker sicer, kar se je ohranilo od drugih pesnic antičnih, so bolj v bistvu neki fragmenti, tako da na osnovi njene poezije, ki je seveda nastala v nekem drugem tudi prostoru, to vendarle niso bile Atene, ne? Ampak je bil Lesbos, je seveda nek tak kompleksen svet, zelo, zelo zanimiv in samosvoj, bi rekla, v primerjavi z drugo poezijo. Zakaj so pa Sapfo imenovali 10. muza? Ja, zanimivo je, ne, ta potreba po poimenovanju. Seveda Grki so imeli več različnih muz in tukaj se mi zdi, da zelo lepo izproučuje to, kako pač kako je avtorica, če tudi avtorica nekako potrebno misliti kot muzo. Tako da, ja. Kakšen je bil sicer v antiki položaj žensk, se pravi avtoric? Že Platon je menil, da so ženske sposobne upravljati vse poklice. Ja, seveda, ampak nekako prostor javnega pa ni bil prostor ženske, ne? Oziroma ženska v javnem prostoru pravzaprav se ni mogla pojavljati na enake načine kot moški, zato tudi dejansko se te avtorice dostikrat potem pojavijo bolj na nekih obrobjih, ne? In tudi velikokrat njihov položaj je nek specifičen, ne? To sigurno niso ženske, ki bi pač bile tiste vzorne žene, da tako rečem, ne? Včasih jim pripisujejo, da so bile pač različne hetere in tako naprej. Srednjeveški ženski glasovi so tudi zelo redki. Zakaj jih je v smislu literarnega ustvarjanja mogoče zaslediti šele v visokem srednjem veku? Ja, saj nekaj se pojavlja tudi jih seveda prej, ne? Zdaj seveda tudi ne smemo pozabiti izven Evrope, ne? Recimo japonska književnost je tukaj seveda zelo bogata, pa tudi perzijska in tako naprej. Verjetno zaradi tega, ker se takrat... ženski srednjeveški samostani. Tako, ne, takrat se v bistvu tudi malce očitno ta prostor malce odpre, ne.
neka večja, kako bi rekla, odprtost je morda za različne glasove. Plemkinje seveda tudi nekako ta prostor, verjetno si ga izborijo, bi jaz rekla, na vse izkušnje. Tako da dejansko te avtorice, ki so ustvarjale v srednjem veku, so večinoma nekega višjega spet sloja, velikokrat plemstvo, recimo za Marie de France se domneva, da je bila sestra kralja in tako naprej, ne. Skratka, vsekakor je to povezano tudi z neko izobrazbo, ne, že v srednjem veku in ja, jih je veliko, samostani, trubadurke, skratka. V poznem srednjem veku ne smemo pozabiti imena Christine de Pizan. Ja, to je pa taka res navdihujoča avtorica, za katero res se mi zdi, da je izredno lepo, da jo imamo tudi v slovenščino prevedeno po zaslugi založbe Delta. Tako da ona pa v bistvu nekako, ne samo, da je res literarna, zelo dobra avtorica, ampak je tudi avtorica knjige, ki v bistvu premišljuje o položaju žensk in ki z neko neverjetno idejo, domišljijsko ustvari nek ta imaginarni prostor zatočišča za ženske, ki te v bistvu zgodbe o nekih vzornih ženskah, kot jih pač srečamo že pri Boccaciu, nadgradi s to idejo mesta, ki ga sestavljajo v bistvu dejanja žensk, ne, opeke v tem mestu so dejanja nekih zglednih vzornih žensk. Predvsem je ugotovila, da je zgodovina polna velikih ženskih imen, ki niso bile opažene in da je zgodovino treba pisati na novo, kar dejansko ste vi svojstveno opravili v tej knjigi od lastnega glasu do lastne sobe. Skratka, bralca peljete skozi renesanso, skozi 17. stoletje do razsvetljenskega stoletja in pravite, da je pomenila za ženske avtorice določeno razočaranje francoska revolucija, da republikank, ki so se zavzemale za ženske pravice, revolucionarji niso hoteli poslušati. Ja, res je, ne, se o tem najlepše seveda govori ta zelo seveda žalosten primer Olympe de Gouges, ne, ki je bila tudi recimo dramatičarka. In je plačala z glavo. Tako in pač je končala življenje na giljotini, ne, tako da hitro se je to obrnilo, ne, to se ponavadi tako zgodi, da v boju so ženske še ob strani moških, potem ko pa je tega konec, pa zelo hitro jih nekako potisnejo v tiste prostore, kjer so bile prej. Se pravi, Olympe de Gouges, ki ste jo omenili, avtorica deklaracije o pravicah ženske in državljanke, ki jo je spisala kot odgovor na deklaracijo o pravicah moškega in državljana. Morda tukaj velja omeniti še posebej Mary Wollstonecraft. Predvsej jo omenjate v splošni zavesti občinstva, je predvsem kot avtorica zagovora pravic ženske. V kakšnem kontekstu je vas presenetila, zintrigirala, zanimala? Ja, seveda, ona je taka zelo zanimiva osebnost, ki je tudi nekako v osebnem življenju neke ustaljene norme prelamljala v bistvu s temi ustaljenimi normami. Avtorica, ki je izredno veliko pozornosti namenila izobrazbi, ne, temu problemu, da pač preprosto ženske niso dovolj izobražene, ne, čeprav je to neka rdeča nit, ki se v bistvu skozi celotno zgodovino vse, že recimo tudi francoske precioze so na to opozarjale, ne, da je pravzaprav razlog za neko manjšo prisotnost žensk tudi zaradi pomanjkanja izobrazbe. Tako da pri Mary Wollstonecraft je seveda to v ospredju, tudi opozarja na vzgojo. Po drugi strani pa tudi seveda kot avtorica, ne, je imela to v bistvu neko željo, da v bistvu piše prozo, ne, leposlovje. So pa seveda tudi njena pisma zelo zanimiva, ne, tako da ta ženska pisma so pa sploh tudi en tak zelo zanimiv vir različnih, ne, tudi pogledov, kar marsikaj, kar v literaturi niso mogli napisati, naj si bo zaradi strahu pred
recimo cenzuro tako ali drugačno, so potem napisali v svojih pismih, tako da včasih dejansko v teh pismih najdemo marsikaj, kar nam razloži kakšno stvar v literaturi. Kasneje, v prvi polovici 19. stoletja, pa je postalo jasno, da lahko ženske uspešno segajo po peresu, se pravi, njihova literarna dela pa postajajo uspešnice. Ja, res je. Tukaj imamo res prav en tak pojav, ko so v bistvu ženske tako uspešne, recimo v francoski književnosti, recimo prve polovice 20. stoletja ali pa recimo tam po romantiki, ko v bistvu postanejo celo neka taka grožnja celo v očeh francoskih pisateljev in o tem pač obstaja ena zelo kvalitetna študija Margaret Cohen in potem v bistvu nekako poskušajo jih razvrednotiti, celotno njihovo ustvarjalnost kot skratka na različne načine. To je zelo zanimivo, kako naenkrat iz te popolne v bistvu nevidnosti v nekem sistemu postanejo tako velika grožnja, da jih v bistvu začnejo nekako sistematično njihova dela pač poskušajo razvrednotiti. Seveda zaradi tega, ker 19. stoletje prinese neke nove načine, recimo komuniciranja. Ženske literarne salone. Tako, to je ena izmed njih. Tam predvsem dobijo izobrazbo, ampak ki jo mogoče nikjer drugje ne morejo. Tam imajo dostop do teh največjih umov, recimo v nekaterih primerih, kot je gospa de Stael. Predvsem pa recimo se jim odpre priložnost z recimo feljtonom. To je tak žanr, kjer je velika potreba po produkciji, zaradi tega, ker pač časopisi izhajajo dnevno in dejansko je to nek prostor, kjer je ogromno avtoric in kjer potem se začne tudi ta njihova popularnost, ker seveda časopis nagovarja dosti širši krog ali pa neka družinska revija, kot je bila, ne vem, Gartenlaube v Nemčiji, kot pač knjiga, ki je vendarle draga in morda težje dostopna kot časopis. Tako da ta popularnost je tudi seveda s tem povezana, s to družbeno v bistvu situacijo. Omenili ste Madame de Stael. V frankofonskem prostoru je bila praktično osrednja predstavnica te ženske salonske kulture. Kako pomembna se vam zdi? Ja, seveda, zelo pomembna, predvsem pa ne samo pri njej je res tudi to, nekaj žensk, seveda tako bom rekla, je imelo zgolj salone, in so potem tudi dostikrat bolj delovale kot muze, recimo. Ona je pa v bistvu tudi bila zelo dobra pisateljica, to se pravi tudi avtorica leposlovja, tako da njeni romani so v bistvu zelo zanimivi tudi z vidika tega, da je v njih seveda opisala tudi umetnico, skratka neke te družbene vloge je preobračala, skratka v ospredju je bila ženska, ki izbira moškega zaradi tudi nenazadnje nekako položaja, ki ga ima, pa ne mislim zdaj zgolj na mislim na ta položaj, ki si ga je pridobila, to mislim, ne ker bi bil pač prirojen. Tako da v tem smislu potem seveda tudi kot avtorica, ki je odlično opisala svoja potovanja, tako da ja, zelo, zelo zanimiva, ampak ta salonska kultura se v bistvu že pred njo začne, ona je že imela, pri njej že mogoče lahko o neki tradiciji govorimo, ker so pač pred njo vse te francoske pisateljice, kot je gospa de Lafayette ali pa Madeleine de Skideri, skratka bogata dediščina. Kakšen je bil pa pomen narodnega gibanja za razvoj ženske književnosti? Ja, narodno gibanje je pa pomembno v tistih v bistvu literaturah, ki so se pravzaprav razvile kasneje, ki morda šele v, ne vem, tako kot nenazadnje slovenska, ki šele v recimo 19. stoletju se ta posvetna književnost res razvije šele in seveda v povezavi s tem, da nekako za to demokratizacijo z drugačnim pogledom nasploh na svet je pripravljenost, da se vključijo tudi ženske in seveda
tudi zaradi tega, ker v teh manjših, tako rečem, narekovajih, seveda književnostih, v bistvu je ta skupina avtorjev relativno majhna v primerjavi z tradicijo in tudi z tega vidika aktivirajo še ženske, ker so potem seveda še močnejši, še bolj, pa tudi zaradi tega, ker nekako imajo to vlogo vzgojiteljic, ker so vendarle matere in v bistvu preko tega jih potem tudi vzgajajo in jih naj vzgajajo v seveda narodnem jeziku tiste pač kulture. Žensko gibanje sicer skozi zgodovino detektira nove probleme in premešča polje boja ves čas. Kje smo danes v kontekstu ženskih literarnih ustvarjalk? Zdaj, jaz bi tukaj vedno res postavila kateri del sveta, ker se mi zdi, da tukaj so res še ogromne razlike. Recimo Evropa? Ja, v Evropi vsekakor se mi zdi, da imamo jasno odlične, da je ženskam ustvarjanje seveda zdaj mnogo bolj dostopno, zato ker so izobražene, zaradi tega, ker pač nenazadnje tudi o tem kar nekaj avtoric tudi recimo pove, ker so tudi urednice ženske, čeprav to ni samoumevno, ampak vendarle jaz mislim, da prav to je včasih tudi lahko, neka spodbuda, to tudi olajša lahko vstop. Tako da v tem smislu, ja, bolj so jim dostopne seveda tudi kakšne literarne nagrade, nekako čisto ignorirati ženske, vsaj v tistih kulturah, kjer pač se imamo za napredne, nekako ni več sprejemljivo, bo se vendarle kak glas oglasil. Sicer pa nekako pač poslušam avtorice, ki danes ustvarjajo, bi rekla, da se še vedno z nekaterimi ostanki tega mišljenja, ravnanja dejanj srečujejo. Ne glede na to, da nekako deklarirano živimo v svetu, kjer bi morala vladati enakost, enakopravnost, njihove izkušnje niso take, ker pač ta omrežja očitno, ki imajo neke moči odločitev, še vedno niso taka, da bi v njih enako bile vključene kot recimo ustvarjalci. Čeprav tudi tukaj seveda med ustvarjalci so razlike, tako da je težko tako poenostavljati. Predvsem morda gre za pozicioniranje danes. Ja, vsekakor. To, kar danes se pravi, da se ne spodobi, da ženska piše, to, kar je še veljalo marsikdaj v 19. stoletju, ali pa da neka tema ni primerna za ženske. Dobro, saj tudi ta glas se bo še slišal, tega pač nikoli ne bomo mogli preprečiti, ampak bi rekla, da je to potem razumljeno kot nek velik znak konzervativizma. In medtem ko recimo v 19. stoletju je bilo pa to povsem sprejeto in problematizirano, kvečemu so to problematizirale avtorice, ne pa kdo drug. Naj bo to zadnja beseda in še povabilo gledalcem k branju monografije Katje Mihurko Poniš Od lastnega glasu do lastne sobe. Hvala lepa. Beletrina v živo.